Večer. Danes je Veliki četrtek in letošnji Veliki četrtek je hkrati tak, kot je vedno bil, hkrati tak, kot ga še nismo imeli, kot ga še ni bilo. Vsako leto kristjani ta dan obhajamo kot dan spomina na večerjo, ko je Jezus jedel svoj in ko jim je naročil, naj to, kar doživljajo, to, kar izkušajo, to delitev kruha in vina, potem tudi hranjajo in ponavljajo kot način, na katerega bo Jezus vedno prisoten med nami. Obenem je, kot rečeno, ta letošnji Veliki četrtek poseben. Zjutraj ni bilo krizbene maše, ki jo škof običajno obhaja skupaj s svojimi duhovniki, kjer posveti in blagoslovi olja za podeljevanje zakramentov. Med večerno sveto mašo ni bilo umivanja nog, kot spomina na dejanje, s katerim je Jezus svojim učencem še posebej izkazal ljubezen. Ob koncu večerne maše na Veliki četrtek duhovnik običajno v sprevodu odnese vse posode s posvečenimi hostijami iz tabernaklja na posebej pripravljen kraj, ki mu rečemo Božja ječa. In ta obred nam pomaga bolj globoko doživeti tisto, kar se je dogajalo Jezusu na Veliki četrtek. Namreč po večerji je šel z učenci na Oljsko goro, tam molil, potem je prišel Juda Iškariot z vojaki, ki so Jezusa prijeli, so ga zvezali, so ga peljali pred velike duhovnike, ki so ga še isti večer obsodili in sklenili, da ga naslednji dan pošljejo k Pilatu. In Jezus celo noč v ječi, zvezan, trpi zasramovanje. Naslednje jutro potem, rečeno petek, Jezusa potem odpelje k Ponciju Pilatu, ki ga potem obsodi na smrt s križanjem. Torej ne umivanja nog, ne prenosa najsvetejšega v ječo nam letos ni bilo dano doživeti, ampak to ni razlog, da mi ne bi mogli v duhu in v molitvi podoživeti teh trenutkov. Kot rečeno, vse to kar smo do zdaj omenili, so samo zunanja znamenja, ki nam lahko pomagajo globlje doživeti resnico, ampak resnica ni odvisna od teh znamenj. Zato vas povabim, da tudi nocoj v tem bolj improviziranem vzdušju namenimo nekaj časa bdenju z Jezusom. Na oltarju je Jezus najsvetejšem zakramentu, okrog je preprosta vrv, ki naj nas spomni na to,
Jezus ujetnik, da je bil tudi Jezus zvezan. Da namenimo nekaj časa bdenju, kot rečeno, ob Jezusu, zaprtemu, zvezanemu, pripravljenemu, da jutri samega sebe na križu do konca deluje. Ta molitvena ura bo precej preprosta. 4 premišljevanja, med njimi bo nekaj tišine, v vsakem premišljevanju pa bomo vstopili z enim bezejskim spevom. Naredimo en križ, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kot smo rekli že v uvodu, je Veliki četrtek ustanovni dan Evharistije. Evangelist Janez glede tega zapiše, kaj je resničen pomen oziroma sad Evharistije. Namreč, da tudi mi delamo to, kar je delal Jezus. V svojem prvem pismu pravi Janez, če je on dal življenje za nas, moramo tudi mi dati življenje za brate. To je za Janeza skrivnost Evharistije. Ker je Jezus dal samega sebe za nas, nas vabi, naj ravnamo enako. Naj damo življenje za brate. Vas povabim, da si poskusimo za trenutek zamisliti Jezusa pri zadnji večerji in učence, ki opazuje svojega učitelja, svojega Gospoda, kako nenadoma vstane, začne odlagati vrhnjo obleko, se opaše s prtom, ukaže prinesti vode. Nekaj časa traja, da učenci ugotovijo, da jim Jezus želi umiti noge.
Peter v imenu učencev ugovarja in Jezus mu odgovori, zdaj še ne razumeš, ampak boš pa razumel. Tudi mi smo vedno znova povabljeni, da smo z učenci, da se tudi mi pustimo umiti noge. In tudi nam se verjetno lahko pojavi ogromno ugovorov. Jezus ne strani se k našim stopalom, hodili smo po krivi poti. In ne moremo razumeti, da se učitelj in Gospod pred nami izničuje. Namesto, da bi on zapovedal angelom naj ustrežejo. Zgled sem vam dal, pravi Jezus, potem, ko je učencem umil noge. Zgled življenja, ki se razdaja za druge. Življenje, ki je postalo kruh, razlomljen za svet. Z besedami, tudi vi delajte, kako sem jaz storil. Jezus nam vsem postavi služenje za temeljni zakon, za življenjski slog, za vzor vseh odnosov med kristjani in med ljudmi. Služenje je način, kako živeti tisto ljubezen, ki, kot pravi sveti Pavel, ne išče svoje, ampak išče to, kar je drugo. Išče, to je tista ljubezen, ki je ne poraja neko iskanje, podarjanje. Poleg zastonskosti pa služenje kaže še ena lastnost, ki je v Bogu in ki je bila tudi v nas, in to je pomirjenost. Vas povabim, da za nekaj trenutkov potihnemo, spustimo meditativne glasbe in pomislimo, kako Jezus nam umiva noge, kako nas vabi, da bi to, kar doživljamo, uresničevali tudi mi v svojem življenju.
Iz dvorane zadnje večerje se Jezus skupaj z učenci odpravi v vrt Getsemani na Oljski gori. Vstopamo v noč, ki je vedno čas, v katerem se lahko zbudi strah, ker ne vidimo jasno, ker ne vidimo dobro. Na vrtu Getsemani Jezus moli in prosi tudi učence, naj z njim vztrajajo v molitvi. Ker je sprejeti očetovo voljo včasih težko. In če nam je Jezusovo življenje človeka kdaj blizu in razumljivo, nam je gotovo v teh trenutkih. Tu je Jezus najbolj človeški. V strahu pred trpljenjem, v boju glede notranje odločitve, hkrati ob rezki bolečini, ob izdaji prijatelja, je neizogibna. V temi samote, ko učenci od utrujenosti zaspijo, ko je izročen moči tega sveta, ko so se njegovi učenci, njegovi prijatelji razbežali.
Groza vrta Getsemani se še vedno ponavlja, tudi v naših življenjih. Vsak od nas je bil verjetno kdaj že, za koga Peter, morda celo Juda ali kateri od ostalih apostolov, ki so se ob prihodu vojakov razbežali od strahu. Pa lahko v naslednjih trenutkih tišine prosimo predvsem zato, da ne bi Jezusa nikoli prodali. Da ne bi nikoli prodali svoje vere za denar, za dober položaj. Da bi lahko v trpljenju, ki nas zadeva, takrat, ko nas zadene, odkrili smisel žrtve, smisel bolečine, iz katere bomo črpali moč za ljubezen.
Naša tema nikoli temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikoli ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Naša tema nikdar ni temna, s teboj, Gospod, in noč bo s tabo svetla, kakor dan. Z Jezusom smo v vrtu Getsemani in to vzdušje, ta vrt, to okolje sprašuje tudi nas, kdo sem jaz pred tem Gospodom, pred svojim Gospodom, ki trpi. Kdo sem jaz zanj, predvsem pa, kje jaz samega sebe prepoznam v teh Jezusovih težkih in temnih trenutkih. Sem med tistimi, ki jih je Jezus prosil, naj z njim bedijo, pa so zaspali med njegovimi
učenci, ki imajo sicer najboljše namene, ampak velikokrat ne prepoznajo resnosti položaja, resnosti situacije. In ne čutijo, ne vidijo, ne zaznajo, da je to Jezusova zadnja noč. In zaspijo. Pustijo v tej skušnjavi, potrebujejo spanec in zaspijo. Morda se prepoznam med tistimi, ki ko pride preizkušnja, ko pridejo z Judo Iškarjotom tudi vojaki, ki Jezusa primejo, se razbežijo. V najtežji uri Jezusovega zemljskega življenja Jezusa zapustijo. Ustrašijo se zase, za svoje življenje, za svoj obstoj. Nimajo slabih namenov. Ampak ko pride preizkušnja, gledajo najprej na sebe. Morda je v nas vsaj kdaj tudi dvoličnost. Lažnost tistega, ki se je imenoval Jezusov prijatelj, pa ga je izdal za 30 kovancev. Ki ga je Jezus imenoval prijatelj, pa ga je kljub temu zapustil, ga je kljub temu za tistih nekaj srebrnikov, ki že kmalu potem niso imeli tudi zanj več nobene vrednosti, se je pustil pregovoriti, se je pustil premagati. Morda se kdaj, morda se prepoznam tudi v teh trenutkih v apostolu Petru, ki še med zadnjo večerjo trdi in vztraja. Če te bodo vsi zapustili, jaz, Gospod, te ne zapustim. Petra so samo dobri nameni. Vodi ga ljubezen do njegovega Gospoda in Peter misli iskreno. Ampak ne pozna ne samega sebe, ne svojega ravnanja takrat, ko pride stiska. Morda samega sebe lahko prepoznam, hvala Bogu, med tistimi, ki so ostali zvesti do konca, kot sta to Jezusova mati Marija, kot je to apostol Janez, ki do konca ostane z Jezusom. Jezusovo prijateljstvo, njegova zvestoba, njegovo usmiljenje, vse to je neprecenljiv dar, ki nas spominja in nas hkrati tudi opogumlja, da zaupanje nadaljujemo svojo hojo za njim. Kljub našim padcem, našim napakam, našim izdajstvom. Gospod nas v svoji veliki dobroti in v svojem neskončnem usmiljenju vedno prime z roko. Vedno je v nas. Nikoli nas ne pusti sami. Če bo glasba, ki slišite v ozadju, preglasna, če vas bo motila pri premišljovanju, jo mirne volje svobodno tudi pišete
popolnoma izklopim. Vas povabim, da ostanemo naslednjih nekaj trenutkih. Kot rečeno, z Jezusom v trenutku, ko pride Juda z vojaki, poskusimo tudi mi doživeti, sočustvovati z Jezusom v teh trenutkih, v teh težkih trenutkih. Pustiti, da nas ta prizor nagovori, da se nas dotakne, da nam spregovori, da nas spremeni.
Jezus Gospod, Ty luci nabrania, mene pusti, dał meni govori. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, daj nas prejmem, co Twoja ljubica. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, mene pusti, dał meni govori. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, daj nas prejmem, co Twoja ljubica. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, meni ne pusti, dał meni govori. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, daj nas prejmem, co Twoja ljubica. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, meni ne pusti, dał meni govori. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, daj nas prejmem, co Twoja ljubica. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, meni ne pusti, dał meni govori. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, daj nas prejmem, co Twoja ljubica. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, meni ne pusti, dał meni govori. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, daj nas prejmem, co Twoja ljubica. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, meni ne pusti, dał meni govori. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, daj nas prejmem, co Twoja ljubica. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, meni ne pusti, dał meni govori. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, daj nas prejmem, co Twoja ljubica. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, meni ne pusti, dał meni govori. Jezus Gospod, Ty luci nabrania, daj nas prejmem, co Twoja ljubica. Jezusa potem z Oljske gore, zvezanega, odpeljejo v ječo. Jezus, zvezan, plenjen, in vendar Jezus, Gospod, ki nam vsem ponuja svobodo.
On, ki je navzven sicer ujet, navznoter, v srcu, ves čas ostaja svoboden. Nič, kar mu ljudje naredimo, ne more te njegove notranje svobode zmanjšati. In kakorkoli se zdi, da mu ljudje jemljemo svobodo, dostojanstvo, čast, je vendar Jezus tisti, ki je v srcu svoboden in ne pusti, da bi mu vzeli, zato ker on daruje, ker on daje. Jezus v ječi nas lahko spomni na uresničenje njegovih lastnih besed o darovanju, ki gre onkraj vsake zahteve. Jezus sam je izrekel besede: kdo prosi za obleko, mu daj še plašč. Če te kdo prisili, da greš z njim 1 miljo, pojdi z njim 2. V tem trenutku, ki se nam zdi grozen, Jezus je ujet, Jezus je vklenjen, Jezus ne razpolaga več svojo svobodo. Jezus v srcu ostaja popolnoma svoboden. Ničesar mu ne moremo vzeti, česar on ne podari v svoji ljubezni. Že prej, že vnaprej. Vas povabim, da v tem zadnjem delu molitvene ure molimo, premišljujemo o vseh tistih, ki živijo kakor vklenjeni. Velikokrat smo tudi mi sami tisti, ki smo vklenjeni, ujetniki strahu, ujetniki osamljenosti. Prosimo Jezusa, naj v nas in v drugih, ki so ujeti, razlomi vse obstoječe vezi, vse obstoječe vrline. Naj s svojo ljubeznijo počasi osvobaja vse ujetnike, vse zapornike, ki so jih ujeli, ki so nas ujeli v grehu, ki nas je ujela hudobija. Prosimo ga, naj pozdravlja vse, ki so jih ranila dejanja drugih. Naj pozdravlja nas, ko so nas ranila dejanja drugih. Naj pozdravlja druge, ko se ranila naše dejanja. Prosimo ga, naj nam pomaga, da si bomo drug drugemu odpuščali, da bomo ravnali pravično, da bomo ljubili usiljene in da bomo v ponižnosti hodili skupaj z njim, v njegovi moči, z njegovim duhom. Danes, jutri, pojutrišnjem, vsak dan.
Nič se ne bojte, Gospod je tu. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešite mu, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešite mu, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešite mu, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešite mu, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešite mu, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Upaj vanj, odrešite mu, nič se ne bojte, Gospod je tu. Nič se ne bojte, Gospod je tu. Naša molitvena ura je prišla k koncu. Jutri vas lepo povabim od 7. zjutraj naprej. Bo v cerkvi svetega Roka božja ječa. Lahko se v tišini še ustavimo z Jezusom, se od njega učimo, kako postajati zvest, ko so drugi nezvesti, kako ostajati miren, ko so drugi nemirni, kako ostajati ljubeč, ko so drugi sovražni. Jutri popoldne ob 3 vas povabim k križnemu potu, ob 18. pa k obredom Velikega petka. Želim vam mirno noč, vse dobro. V ime Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen.